Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. Evropska unija in države članice si prizadevajo do leta 2020 doseči 75% zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let. Brezposelnost med mladimi je velik problem. Tina Hajdinjak o položaju mladih brezposelnih v Sloveniji in Evropski uniji. Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, sem bila res precej mlada. Takrat smo se v bistvu ukvarjali predvsem z maturo in takšnimi stvarmi. In politika me v tistem času pravzaprav ni preveč zanimala. Vedela sem, da vstop v Evropsko unijo prinaša neke pozitivne vidike Sloveniji, da to verjetno omogoča tudi nek razvoj države nadaljnji. Kaj točno bo to pomenilo zame, pa se mi pa v tistem trenutku ni sanjalo. Jaz v bistvu iščem eno pametno zaposlitev že več kot eno leto. Prijavljena sem na Zavodu za zaposlovanje pa zadnje 3 mesece. V bistvu poslala sem že precej prošenj. Točne številke žal ne vem, bilo jih je veliko. Ta mesec sem jih pa poslala, se mi zdi, nekje med 20 in 30. Iskanje zaposlitve je zelo naporen proces. Pravzaprav ogromno energije gre že v samo spremljanje raznih razpisov, potem je tukaj v bistvu še vedno vnovično popravljanje življenjepisa, motivacijskih pisem in pravzaprav vzame veliko časa za to, da na koncu v večini primerov niti ne dobimo odgovora. Kaj šele, da bi bil ta pozitiven. Niti ne razmišljam več tako zelo v smeri redne zaposlitve, ker pač vidim, da to ni nekaj, kar bi na trgu bilo zdaj v tem trenutku mogoče tudi realno pričakovati. Vsaj ne glede na to, da iščem prvo zaposlitev. Si pa predstavljam, da bi našla, ne vem, kakšno pogodbeno delo. Tako, tudi te oblike so mi blizu. V bistvu se že kar več kot pol leta aktivno razmišljam o zaposlitvi v tujini. Redno spremljam razpise raznih evropskih institucij, ker se mi zdi, da bi bilo to delo kar dobro zame. Potem je pa tukaj v bistvu še zelo meni osebno zanimiv program European Voluntary Service, ki omogoča kratko in dolgotrajne volonterske izmenjave med organizacijami, ki so pač v sistemu znotraj Evropske unije, seveda. In vsekakor me tujina zanima. Volitev v Evropski parlament se bom vsekakor udeležila, ker se mi zdi, da je to nekako moja dolžnost. Vseeno se počutim dovolj evropsko državljanko in vem, da to je tisto malo, kar lahko sama naredim, da vplivam na to, kdo me predstavlja v parlamentu. Ključni nasvet, ki ga brezposelni lahko prejmemo, je enostavno, da vztrajamo. Samo z vztrajnostjo se bomo premaknili naprej, dosegli, dobili zaposlitev oziroma si ustvarili delovna mesta. Nikakor pa ni rešitev v pritoževanju, ki ne pelje nikamor. Evropa, moja dežela.